Up. Dober dan, to je že 5. Up, z vami sva Anja in Mic. In dve fantastični gosti, ustanoviteljici Džungle. Dober dan, Tiljen in Tjaša. Živja. To je bilo zelo igrano. Boljši me gre kot nama. Ja, bistveno bolje. Ups. Tiljen Mucik in Tjaša Jarc sta pripeljali zeleno džunglo v betonsko džunglo. Uršula, sodelavka, mi je posodila to napoved. Lepo, hvala Uršula. Slovenska spletna trgovina sobnih rastlin je džungla. Zakaj džungla ni samo cvetličarna? Džungla v osnovi ni samo cvetličarna, ker celoten sistem temelji na spletni prodaji. Torej, mi poskušamo v bistvu narediti to, da lahko iz svojega kavča vedno izbereš, pogledaš, kaj ta trenutek na volji, izbereš, narediš nakup in potem pride v roku nekaj dni ta rastlina do tebe. Ja, mogoče ni samo cvetličarna tudi iz tega vidika, ker se trudiva imeti več vsebine oziroma vključujeva noter tudi razne dogodke, predavanja. Potem imava tudi opcijo, da naj jo lahko kadarkoli vprašajo stranke karkoli v vezi z rastlinami. Mogoče malo bolj gradiva ta community pač znotraj te teme. Jaz, ko gremo cvetličarno po rože, pa navadi naletim na eno trgovko tam, ko se nima časa ukvarjati z mano, ali pa reče, za koliko boš, za 15 ali za 20? Pa jaz, nimam pojma, kaj dobim za 15, nekaj dobim za 20. Pri njima pa glih tono, ker smo tudi poslovno sodelovali, pač je ta konzulting tudi upleten in to je pri takih, ne vem, malo imam občutek, da so vsem bolj za ljubitelje, kot pa za nekoga, ko gre po 2 nageljčka in takrat rabiš nekoga na drugi strani, ko se pogovarja. Sej to se pri vama posod kaže. Že od fot, ko jih imate na strani, pač ni roža, ampak je mal personal touch zraven in to je veliko več kot to. No. Fino, da si izpostavil fotke. Tiljen, ti si profesionalna fotografinja, kar smo seveda tudi izkusili, ker smo tudi mi imeli fotosession s tabo. Botanična fotografija torej. Ja. Kako se posvetiš temu? Fotke na spletni strani so čudovite, v spletni trgovini so čudovite. V bistvu, čist po resnici povedano na začetku, ja, sem delala vse fotografije z fotoaparatom, potem sem pa na eni točki ugotovila, da je v bistvu telefon veliko bolj praktičen, ker v vsakem primeru se more fotke zelo, zelo pomanjšati za splet. Tako da zdaj v bistvu fotkam vse s telefonom, ampak glede tega, kakšne so fotke, bi pa jaz tukaj rekla, da je težko narediti slabo fotko, pač lepe rastline. Ta rastlinski svet, botanični svet me že od nekdaj fascinira in nikoli nimam zares naprej scenarija spletenega, ne vem, s Tjašo potem včasih, ker malo eksperimentiram, pa jo, ona je ponavadi tudi moj glavni model, ker je cel profič, bi se lahko temu reklo. Ročni model. Ja, hand modeling. Ja, naj pojasnemo, ne, za tiste, ki morda še niso bili na tej spletni strani, da rastlina je vedno nekako v rokah ali pa tako, da se vidi tudi del telesa in potem rastlina zraven. Ja, to smo na začetku v bistvu dorekli, ta nek sistem, tudi zaradi tega, da je lažji občutek, koliko je zares velika rastlina oziroma koliko je košata, koliko je bujna. Mislim, še vedno ljudje pravijo, da je čist drugače v živo nakupovati, kar mi je popolnoma jasno, ampak se res trudiva čim bolj približati, čim bolj pokazati ta izdelek, ki ga tudi kupijo. No. A je bila prej želja po botanični fotografiji in tvoje razstave ali prej džungla? Prej je bila želja po botanični fotografiji. Ja, z botanično fotografijo se ukvarjam nekje od 2016-2017. Pretežno delam sicer pač na film analogno, ampak tudi na začetku džungle sem imela neko vizijo, da bi mogoče lahko kdaj analogno naredila, ampak potem, ko sva s Tjašo videla, koliko to leti in si naredila ta tempo, da pač vsak teden pride nova roba, isti dan se pofotka in zvečer je že vse na spletu, je pa mogoče malo teže iti v temnico pa razviti film pravočasno, ja. Tako da ostajam pri telefonu za enkrat. Romantično, ampak pol vidiš, da je vse na koncu marketing tisko. Ja, moraš hiter delati, ampak ko enkrat stopiš noter v ta sistem, pa ga nagruntaš, teče. Ja, ravno ta preskok zdaj od romantike k poslu skušamo narediti. Tjaša, tukaj računamo na tvojo pomoč. Se pravi, ti imaš načeloma rada rože, Tiljen jih pa obožuje. Kako sta se potem našli v tem čisto poslovnem paketu? Da se poznamo v bistvu že kar nekaj let.
veliko sva skupaj prežurali. Potem pa v bistvu jaz vem, da je ona bila zelo tudi aktivna v raznih teh skupinah, Facebook o rastlinah, torej poznam to njeno ljubezen do rastlin. Jaz pa sem v bistvu že nekaj časa razmišljala, da bi rada nekaj svojega naredila, ustvarila, nekaj zgradila. Potem se je v času prve korone v bistvu zgodil trenutek, ko sem se odpravljala v en izmed vrtnih centrov kupiti neke rastline in sem razmišljala, zakaj v avtu, ko sem se vozila, zakaj moram jaz zdaj se tukaj voziti nekam in gledati, kaj sploh bojo imeli, če bodo imeli, zakaj ne moram to lepo odpreti računalnika, pogledati, kupiti in mi nekdo pripelje. Tismo trenutku sem začutila v srčku noter, da to je to, tako vse kljukce so bile, ker sem vedela, kaj je pomembno in kaj ni pri neki ideji in v zadnji bil komad od Bon Jovi, it is now or never, you're not gonna live forever. Deluje tako, kot da bi si nekdo zmislil zgodbo. Tam, korona, zaprto vse, doma ždiš, potrebuješ nekaj zelenega v stanovanju in potem dejansko imaš problem in ta zdaj šolsko se odvije. Rešiš problem, ne samo svoj, imaš startup. Jaz sem o tem že prej razmišljala, v neki spletni trgovini, nekako se mi ni skupaj stvari, se mi niso seštele. Pol v tem trenutku pač čutila sem, da je čas ta prav. Predvsem sem to, pač veliko kriterijev, ki jih ti delaš novo podjetje, se to mi zve, ne vem, pogledaš, kako hitro lahko testiraš, a je dejansko, kak je začetni vložek, pač super mali je lahko v tem primeru hitro se da testirati, a je čas ta prav, če je trg zrel, definitivno zrel je bil, sam čakal se, kdo bo to v Sloveniji naredil zares. Potem zame je zelo pomembna stvar to, da ni samo digitalno, ampak je tudi nek fizičen produkt, da je ta kombinacija, res je neki okolje, kjer bi si želel delati. In pa sem Tilian poklicala, vedela sem, da se ona res na tem navdušuje, da sem jo vprašala, kako se ti to zdi, in je rekla, da ona tem že skozi razmišljala, ampak še ni imela. Jaz sem cvikala iti sama v to, jaz sem dosti tak človek po naravi, ampak ko me Tjaša poklicala, sem bila tek, če grem s kom v kaj, grem verjetno z njo, zaradi tega, ker se reže dolgo poznava, pa vedela sem, da si lahko 50-50 razdeliva stvari, ker pač tist, kar jaz ne obvladam, obvlada ona, kar ona ne obvladam jaz in sem že v štartu vedela, da je to perfect combo na nek način. In naslednji dan smo začeli, v bistvu so se slišali naslednji dan, saj kaj nisem mogla spati, rekaj tudi nisem mogla spati. To je to. In mesec pa pol zatem je stala spletna trgovina. Se mi zdi, da vidiš, ste se tako lotili res srcem, sami investirali predvsem čas pa energijo v to, da je zadeva pol eskalirala. Kdaj pa je on preskok bil? Vem, da smo se še tudi mi pogovarjali, pa se reka, zdaj pa ne folgamo več. Kdaj je to bilo? Mi da so lani zagnale stran v bistvu konec maja. Torej, prejšnji teden je bilo točno 1 leto, kar je stran. V resnici, jaz mislim, da je cel čas lepo stvar gor tekla. Se je pa videl preskok, kaj bi rekla Tili, kdaj je bil nek tak preskok? Kaj so bile, zdaj se pa resno začenja. Meni se zdi, da je bila jesen najbolj nora. Korona je bila voda na najmlin, v resnici. Ljudje so bili doma, imeli so čas, začeli so se ukvarjati s svojimi stanovanji in je v resnici stvar zelo eskalirala takrat. Zdaj je hype okoli home dekorja oziroma vse, kar je povezano s tem. Tukaj se akumulira veliko energije in denarja in tega, ker se vidi perspektiva v tem in ne velja to, da bomo pa vsi zdaj opustili to. Zdaj smo se navadili, zdaj smo si zrihtali stanovanje, ampak vse nam je to zapasalo. Jaz tudi pri nas doma vidim, pač rož je več kot vsega ostalega v hiši, pač nimamo več kje jesti, pa tako. In vem, da se to, ni se končalo zdaj, ko je proti koncu korone, recimo, tako da se mi zdi, da ste res super val zajeli in ta val bo trajal. Mogoče se bo malo zmanjšal, ampak smo občutili radosti tega. Saj vi ste tudi malimi junaki, ker ste s temi posterji štartali, pa te stvari tudi na to v bistvu targetirali. Tako, zelo jasno je bilo izraženo strani globalno, hočemo tudi to imeti na steni, na nočni policiji in tako naprej. Tako da vse premikajo zadeve v to smer. Jaz mislim, da te rožice v pozitivnem pomenu so here to stay. Start up.
Ste užaljeni, če kdo reče, da prodajate rožice? Nisem hotel vprašati, meni je to zelo lepo rečeno, rožice. Ne, mislim, da tudi uporabljava ta izraz, sicer pač bolj rastline, zgolj zaradi tega, ker mene rožice spominja na neki cvetočga, mi dve smo pa veliko bolj usmerjene v neke zelene tropske rastline. No. Ja, se pogovarjate kaj z rožicami? Ja, itak skozi. Vse, jaz se tudi veliko pogovarjam z rožicami, pomaga. Pol bolj rastejo. Kako pa zgleda, če se morate kaj pritoževati svojim rastlinam ali pa rožam? Ker zdaj smo to naslikali zelo idilično, ne? Pač dobiš neko rešitev problema, ki ga imaš ti, Tjaša, pa najbrž da še toliko in toliko tisoč ljudi v Sloveniji, se pravi, hočem neke lepe rastline, hočem jih pogledati na netu, hočem, da pridejo k meni, ne da jaz čakam nekje v nekem vrtnem centru. Imam super prijateljico, ki to vse obvlada in potem ima spletno trgovino in naročila rastejo. Kaj so pa problemi, izzivi? Ja, mislim, da ključen izziv vsega tega, kar sva do zdaj na njega naletela, je to, da je konc korone. In da se market stabilizira. Spletna prodaja se umirja, sploh tudi zdaj ta poletna sezona in tako naprej, se pa naenkrat drugi kanali zelo odpirajo. Recimo opremljanje pisarn, opremljanje restauracij, potem recimo posoja rastlin za razne konference, dogodke. To je ena taka zelo fina stvar, ki je v zadnjem času nepričakovano prišla zraven. Se pravi, da zdaj za neke kongrese ne naročajo več keban, ampak vedno bolj popularno postalo. Ja, to. Pač prej sva iz meseca v mesec živela, rečemo temu, zdaj pa je treba malo bolj začeti razmišljati na dolgi rok. Kam želiš v resnici priti, na kak način, kje so priložnosti. Tako da to zdaj se je šele podjetništvo v resnici začelo. Mislim, se predstavljam pri enih rožcah, že mi, ko imamo fizičen, neživ produkt, je zaloga lahko velika težava. Pri vama je to verjetno še na 10. potenco. Kako s tem handlate? Kako je to naročenje? Kje skladiščita? Ja, mi dve imamo srečo v nesreči, da imava dost mehen prostor, kar naj v bistvu prisili v to, da naročava po večkrat pa po manj. Kar tudi pomeni, da so rastline v bistvu ves čas sveže, pa da veliko laže handlama tudi to, kar si rekel, recimo razne bolezni, škodljivce, mogoče slabo robo, ki jo je na srečo zelo malo, ampak vseeno obstaja. In v bistvu naj to, da nimava več kam kaj dati, prisili tudi v to, da mal pogledava tisto, kar je tam, a res more biti tukaj, narediva čistko in v bistvu to delava ves časno. Je romantično, ampak imaš tudi včasih mogoče dovolj rastlin po dnevu, ko jih cel dan prekladaš, pa prelagaš, pa zalivaš. Ampak ja, ne predstavljam si pa, da bi imele veliko več tega, ker že zdaj je veliko dela, definitivno je veliko dela. Mi zdaj, ko mi čakava, da lahko od računalnika greva tja malo rožice zaditi pa porezati. Zate verjetno v knjigi ne čakaš, ko mi čakaš, da priješ iz računalnika v skladišče polno knjig. Pa začnem brati. Knjige tudi lepo dišijo, tukaj rože najbrž. Ampak si ne predstavljam, kako res handlata. Pri nas doma, ko imamo kako bubo na kaki rožici, to se ostavi svet. To je tako, ne jemo, zdaj gre vse ven, ta gre tja v karanteno, ta gre v poslo, tu nimaš več placa za spat, tako ne predstavljam si kako, ker živa zadeva je, in vidim, kakor vem, pač ima ta želja še rast, verjetno se ne bo ta ustavljala pri tem in ne predstavljam si kako na koncu, ko imaš skladišče živih zadev, kako to handlaš, da si še vedno, ker ekonomsko moraš biti uspešen, vseeno, pač nam knjiga ne bo umrla, če stoji tam en dan več, vam pa verjetno se lahko to zgodi. To je tudi ena stvar, recimo, s katero se ukvarjava, kaj ponujava, torej, da gledava rastline na eni strani, ki veva, da bojo hitro prodane, da bojo hitro šle in da tudi veva, v kakih količinah jih naročava. To pač pride s časom, ko se naučiš. Na drugi strani pa tudi neke redke rastline, ki so sicer dražje, se imajo mogoče počasneje prodaja ali pa tudi ne. Te pa imaš potem spet posebne pogoje, več pozornosti in tega. Ampak v resnici vsem se zdi to pač ključna stvar, ampak ne vem, Tilin, kaj bi rekla, zame je to en manjših problemov oziroma izzivov, ki jih imava v džungli. Meni se zdi ful pomembno to, da zdaj že to rastlin poznava, da točno veva, kaj kjera potrebuje, brez da pač zgooglava oziroma vprašava. Tako da se mogoče, jaz bi rekla, da se 90% osredotočamo na te, ki so lažje za vzdrževanje
In tudi, ko imaš ti enkrat toliko rastlin v skladišču, je to cirka 70-80% vlaga, kar pomeni, da te rastlin ni treba toliko pogosto zalivati, kot pač ljudje mislijo. Plus, da 1+1 je to, da je lažje rešiti rastlino, ki je premalo, pa preveč zalita. Tako da, če ti zaliješ rastlino, ki je žena, bo čez pol ure spet vse ok z njo, če pa preveč zalivaš, pa ni dober. Start up. Lahko morda samo postavimo malce stvari še v številčni okvir, se pravi, koliko različnih rastlin imata, koliko naročil, ne vem, na teden, na dan, na mesec, kako to štejete, koliko jih je v skladišču? V ponudbi imamo navadno okoli 50 do 60 različnih vrst rastlin. To pomeni okoli 1000 rastlin, približno več kot 1000 na zalogi vsak dan. Kar se tiče naročil, približno imamo nekje na mesec 700 do 1000 naročil. S tem, da prodajamo poleg rastlin še lonce, okrasne lonce, zelo velik zemlje, našo domačo mešanico zemlje, gnojila so sploh popularna zdaj v tem času in te stvari, tako da se pač ta zadeva se potem mal meša. Tudi sezonsko se zelo spreminja. Kakšen pa je trend naročil, se pravi naroči recimo nek povprečen uporabnik eno rastlino, en lonec ali več tega naenkrat? Mi vedno naročimo več rož, ker jih samo okoli 80% preživi pri nas. To je najna logika. Ne vem pa, kako je drugače, ampak ko spremljam mogoče moje te ljubitelje rožic na Instagramu, je tako prvi dan rožice in pa so story in je vse pofotkano in pa je čez en teden je pa tako ovela, v bani noter, ona se rehabilitira. Tako da ne vem, če je to logika pri vseh, pri nas je pa tako. Načeloma prodamo pač tam po količinah, a ne nekje 2/3 rastlin, pa 1/3 loncev in ostalih dodatkov. Mic ne razbija loncev, tako da s tem nima težav. Ja. Dajte mogoče samo še povedati, ker jaz, ko gledam vajno stran, pa Instagram, pa Facebook, sta vi dve in mi je super, da so obrazi zraven rožic. Verjetno nista same v ekipi, ne? Imata širšo ekipo. Vedno širšo. Mava širšo ekipo. Super. Hvala ekipa, by the way. Ja, hvala džungla ekipa. Nekje cela ekipa, torej zunanji tudi krog proizvajalcev je nekje dobrih 20 oseb različnih, ki delajo na različnih koncih, različna področja. Niso to polni delavniki, a ne, ampak pokrivajo posamezna področja. Že od štarta nam je bilo zelo pomembno, da vse outsourcava oziroma kolikor se le da, zaradi tega, da se potem, ko rasteš, lahko tudi lažje prilagajaš rasti. Start up. Koliko od teh 20 pa skrbi za stik z uporabniki? Ker jaz je predstavljam sen, spet smo pri tem, roža je živa, ti, ko smo zdaj kupovali rože, smo totalni začetniki, pač greš čisto iz nekega gušta to delati, ti imaš znanje o tem, verjetno imaš ogromno vprašanje, si predstavljam, da je tako. Ja, mislim, to je ena stvar. Mi imamo tudi zelo veliko kanalov, kjer se lahko ta že tudi malo avtomatizirano te odgovori dajejo ali pa uliva neko znanje. Drugače v osnovi še vedno midve sva ključne, recimo prek družbenih omrežij, ki o tem govoriva, ki te šerava, predvsem Tiljen, no. Tili tukaj res zelo veliko ve. Mava tudi, sodelujejo tudi z 2 strokovnjakoma, ki imata ponavadi predavanja in res konkretna svetovanja, potem svetovanje na domu, svetovanje pri pisarnah, a ne, potem je customer support, še v prodajalni, tistka dela tist trenutek v prodajalni. Ja, v bistvu se trudimo pač, da bi zdaj ti ljudje, ko pač delajo pri nama, niso vsi bili prej ljubitelji rož oziroma rastlin, tako da se v bistvu tudi trudiva, da jih čim bolj ozaveščava oziroma ne vem, če je kako vprašanje, ki ga pač ne zna kdo odgovoriti, meni posreduje in potem da mogoče malo širšo razlago tudi temu članu ekipe, da ve za naslednjička odgovoriti na to. Pa res se trudimo, da so vsi na tekočem z trenutno ponudbo, da vejo vsaj te pač osnovne informacije, kako zalivati, kakšne pogoje rabi rastlina, vse to. V bistvu kadarkoli prideš v džunglo ali pa pokličeš ali pa pošleš mail, boš pač dobil odgovor. Ja, v bistvu ne bi rekla, da mislim, da so vsi ljubitelji rastlin, samo nimajo pa niso imeli toliko poglobljenega znanja, ne, ker gre res za specifične rastline, ampak
to res tudi interno mi zelo veliko delimo. Mislim, se je težko ostati, verjetno indiferenten. Pač, tudi če na začetku nisi ljubitelj, pa ko začneš še enkrat malo spremljati, to je excitement na vrhuncu. Vsak nov list je tako priložnost za buteljko, pa večerja, pa suši, pa tu praznujemo nov listek na Monsteru. Razen tistih listov v skladišču, če bi videli neprestano odpirali buteljke. Kako pa proslavljate uspehe, res? Vse to dobre istočnice v bistvu. Ja, imeli smo zdaj, nazadnje smo imeli tale piknik za ekipo. Da se ekipa sploh prvič videla v živo, ne? V enem letu, to je bilo res noro. Sem pa v bistvu ugotovila, da premalo praznujeva. Ja, premalo, mislim, da stvar, ki smo zdaj ugotovili, da moramo več delati na tem druženju. Prehiter teče čas, prehiter se vam dogaja. Vse to je po svoje dobro, je pa tudi past. Jaz sem to pri nas opazil, tisti val, ko je bil, ko smo ga res žgali na polno. Pozabiš mogoče malo na ta aspekt, ker si toliko svojimo na svojih tirnicah, da delaš vse za to in tudi je prav, da takrat delaš, pa konc koncev, tako ste lepo rekli, pač ekipa je čisto vse. Si je treba vzeti čas in imeti lepe pisarne in rožce v pisarnah in tako naprej. Reč pa mislim, kak mi dve praznujeva včasih, ko zaklenemo džunglo in greva domov, pa bomo kar vsakič se še enkrat ozreš nazaj, pa pogledaš, pa si res srečen v svojemu srčku, da ko vidiš, koliko lepo je in kaj lahko daš. Ups. A se vam to leto zdi kratko ali je bilo dolgo? Kjero leto? Si že odgovorila. Jaz pa nas vidim, ko gledamo za nazaj, po eni strani zdaj smo 8 leto, se zdi ful veliko 8 let, je tako res četrtina mojega življenja, po drugi strani je šla pa neverjetno hitro, pač mislim, včeraj je bilo to, ko smo začeli, se mi zdi tak lep moment, ko pa pogledaš nazaj, pa tako, wow, kje sem bil 5 let nazaj, pa kje sva bile 1 leto nazaj. Ko ste začeli, kakšen je bil cilj recimo za prvo leto in koliko ste ga presegli? Mislim, da sva začeli, je bil cilj testirati, bo to delovalo, ne? Potem pa nekako, ko greš, ko vidiš počasi, kako raste, si daš vsak mesec malo višji cilj, pa iz meseca v mesec sva živeli, ne. To je hecno, ne. Jaz ful ne rada delujem po ciljih, ne, ker se mi zdi, da te samo obremenijo, ne. Rajš imam namen, ne. Kaj namen vsega tega in da se to res izraži in to lahko res narediš. Ampak letošnji cilj sem si zamislila na začetku leta tako, da sem enkrat zjutraj jogo delala in sem bila v nekom mostu in sem bila, kaj pa če bi letos naredila tok pa tok revenue. Ok, to se mi zdi vredu številka. Tako je bilo, ampak to ne funkcionira. Res je pomembno vedeti usmeritev, vedeti recimo vizijo, na tem zdaj ful delamo strategijo, kam želimo, zakaj želimo. Cilj je, da rasteš, ne? Želiva si rastiti in moj oseben cilj je res postaviti, zgraditi res stabilno, pa res zdravo podjetje, ki je lahko res za zgled. In kar se tiče vodenja, in kar se tiče transparentnosti, in kar se tiče zaposlenih in vsega. Ne? In potem po tej poti nekako greš in veš, da če hočeš preživeti, moraš rastiti. Jaz lahko tudi znajne izkušnje povem z Radotom, kako gre to, kako je šlo pri nama v ciklih. Prvi leto, 2, 3 je bila samo vizija, a pa če rečemo malo drugače, je bil ego. Pač hotela smo sebi dokazati, da lahko naredimo dobro stvar, zdravo, tudi veliko stvar. Šele tam nekje po 3-4 letih so prišle v naš žargon besede, kot so revenue, EBITDA, učinkovitost na cost per unit in tako naprej. Prej se sploh nismo s tem ukvarjali. Kar naj je teplo, ker smo delali smo super, prodajali smo, konc leta je gospa iz računovodstva poslala bilanca in bilo tako minus. In kako minus? Če prodajamo, če vse super, vsi se imamo radi. In potem naprej, pač res po 3-4 letih smo začeli zelo finančno gledati na stvar, ker smo vsem bili že veliki in tudi vi ste čisto na poti tja, tam pri nekih 50 ljudeh, pa parih trgih, pa že moraš malo ta del dati zraven, mogoče malo svoj ego na stran, vizijo, ego. Je pa smo pa zdaj spet v tej fazi, tam, mislim, da tam do enega 10. leta, ob 10. obletnici, bomo pa spet tam, ko bomo toliko stabilni, toliko močni, da bom mogoče jaz, ker mi je to še toliko bolj pomembno, res lahko začel spet ustvarjati neke presežke, ne? Ker
Vmes je neko obdobje, tako ste že videli, zdaj sami pametno ugotovili, pač ne greš uvažati rožic, ki so tebi sicer ful lepe, pa so ful drage, pa nimaš kupcev za to, ampak finančno pogledaš, kaj ti deluje. In to ste veliko prej ugotovili komino, tako da vas čaka boljša prihodnost. Mi smo to si pol prišli gor, ko je bilo že marsikaj narobe. Ja, mi dve zdaj dejansko, ta mesec je v tem, v bistvu je cel mesec, celo poletje in namen nekako stvari optimizirati in postaviti neko strategijo, izkoristiti tale mogoče malo čas mirovanja, zato da potem na jesen stvari res dobro stojijo in lahko greš v sezono spet močen naprej. A je Valentinova sezona? Ne, takrat se pa kupujejo cvetoče se rožice. Še vedno, čeprav se je pa začelo dogajati po drugi strani, da vedno več ljudi kupujejo darila v džungli. Tega, ker je... Ampak to ni bilo sprva, ne? Najprej je bilo res samo za dom. Ampak zdaj so ugotovili, jaz mislim, kaj se je z džungla naredilo, pač džungla ima tudi rezime, da imamo res kakovostnejše rastline. Pa ne, da so naše rastline kakovostnejše, ampak več se z njimi ukvarjamo in tudi več ozaveščamo, bolj smo na voljo, in ne da samo rastlino kupiš, ampak imaš večjo možnost, da rastlina iz džungle ti tudi preživi. In ker so tudi večina rastlin malo posebnih, drugačnih, je to nastala neka dobra ideja za darila, in to se recimo zelo raste, ta del. Kaj pa pošiljanje in pakiranje? Na spletni strani so krasne, ampak kako potem to dostavite recimo v Velenje? Ker imamo v studiu tri Velenčane, je to še posebej zahteven teren. Prav Velenje. Prav v Velenje, ni Velenje. V Velenje gre zadeva tek, da uporabljamo predvsem papir za embalažo, izogibamo se plastiki. In v bistvu rožico spodaj damo v papirnato vrečko, zavežemo z juta vrvico, da če se slučajno obrne na glavo, zemlja ostane v vrečki, ne gre po celemu paketu. Pri bolj delikatnih rožicah uporabimo potem še te papirnate brisače, ki jih damo okoli listov. Potem na koncu pride pa okoli celotne rože in lončka tak tulc iz lepenke, ki je odrezan v bistvu na širino škatle. Tako da, ko ti pol ta tulc daš v škatlo, fitne popolnoma v škatlo in se zadeva čim manj premika. Potem pride pa še ta dodaten papir, torej ta za pošiljanje, da zafilamo škatlo do konca in to je to. Kdo pa dostavlja? Kjera služba? Ker se predstavljam, da mora biti... Ja, mi imamo GLS. Okay. Nimate svojih dostavljalcev? Svoje dostavljalce imamo po Ljubljani. 2krat na teden njih dostavi naročila, ko so v Ljubljani, drugače za druge kraje imamo pa GLS. Mislim, včasih si ne moreš predstavljati, kaj lahko poštarji naredijo s paketom. Ja, kaj so nam vse delali z našimi knjigami. To res može biti slabe volje, pa vse ti mora iti narobe v življenju, da toliko poškoduješ to knjigo, tako da super, če so na GLS-u toliko. Mislim, vse pridajo tudi, kaj smo imeli, ko je rekla enkrat ena teta, da je vrgu paket tako žakelj krompirja. Ampak na srečo, mogoče pri knjigi, ko je malo težja stvar, pride lažje do poškodbe, ker je pač teža. Pri rastlinah se mi zdi, da smo se tukaj pač prilagodili, ker še zmer se smo dali popraševanje tudi drgam, ampak še zmer je GLS po mojem, po najboljša opcija. In pač daš več papirja, daš več lepenke, daš več pri tegeljcih oziroma pri okrasnih loncih te mehurčke, ki so sicer plastika, ampak delava na tem, da bi tudi tam začeli papir uporabljati. Pa po zimi imamo grelne blazinice noter, da pač rastline zebe, da pride do pozebe. Ja, v resnici je ta del pošiljanja tudi enako, pač ljudje imajo največ pomislekov glede tega, ampak je eden najmanjših izzivov. V enem letu džungle, če sva dobile mogoče 2-3 pakete, kjer je šlo res za polom rastline, pač da se je rastlina res, res vidno zlomila. Bolj je pogosto, da se kak listek mogoče kdaj polomi ali pa druga možnost, da rastlina uvene v tem času. Je pa v bistvu tudi dober znak za tiste, ki naročajo rastline, če je rastlina že preživela to pot, se pravi, da je trdoživa, ker vseeno popraševanje po teh rastlinah, s katerimi ni veliko dela. Da je veliko. Tam smo že bili. Ok, super. Kaj pa ta ideja, da ljudje pridejo sami iskat rastline, to zdaj tudi, če dalje bolj popularno spet, ne? V bistvu tega, ja. Zdaj se tudi zelo dviguje obisk v fizični trgovini.
Po mojem tudi zaradi tega, ker ni več toliko omejitev, pa ljudje pridejo tudi mal počvekat, pa mal po nasvete, pa mal pogledati, kaj so celo zimo gledali na internetu, pogledati se še užima. Ampak, ko delaš ti pozdrave soncu, vse imaš neko vizijo, kako boste rasli, pa kam boste rasli, kako boste shendali tujino, a boste s fizičnimi trgovinami, boste pošiljali, kako se lotiš tega? Češ čim bolj optimalno to delati. Eden največjih stroškov sigurno je fizičen prostor, fizičen prostor in celot pač ljudje. Tako da širile se bova, po mojem, zaenkrat to, kar nam bo omogočalo, da imava center v Ljubljani. Torej, da se samo spletna trgovina širijo po drugih državah, fizična zaloga in vse pa ostaja v Sloveniji. Ne. Druga stvar glede širjenja je širiti tudi čez druge kanale, drugim ljudem, ciljnim skupinam. Ta segment vidim več potencijala za rasti, kot pa dodatne fizične stvari na okolj postavlja. Se pravi, da pridete v pisarne, v studije, na kongrese itd. Ja. Pa najem. Manjkaj vam rožice v studiu. V studiu, ja. Lej, fitness opremo. Prejšnji teden sva se dogovorila s Kingsbox, da bo tu fitness studio, ampak imamo prostor tudi za rožice. Ja. Se strinjam. Tilen Mucik in Tjaša Jarc, hvala za obisk v tem studiu brez rastlin. Pazite na se, vse dobro. Mic, hvala za prvo serijo oddaj Up. Hvala tebi za povabilo. Jeseni še ena? Še dve. Ok, velja. Hvala vsem. Hvala. Hvala. Up.